Narečnost. Jezikoslovci ob nerazumevanju tega sploh ne morejo narediti. Jaz sem pa lahko naredil, ker sem naredil tudi slovarje. In seveda imamo 4 skupine, izločilna skupina, imena neslovanskih in pa neslovenskih in mečane besede, končnice, okrajšave na koncu, kjer se ne da ugotoviti, ali gre za knjižno ali narečno skupino, pa seveda knjižna skupina, pa narečna skupina. Rezultati so zbrani tule in kar poglejmo, torej delež slovenskih besed je bistveno večji od zahteve 30%, ta se zahteva, če hočete napis razumeti, mora biti vsaj 30% besed razumljenih. No, in tukaj imate pri recijskih, če rekel 90, pri frigijskih 85 in pri venetskih 84. Če pogledate, koliko je knjižnih besed, vidite, da je tam okrog 20%, koliko je pa narečnih besed, je pa okrog 60%. Številčnejše besede, torej knjižne besede so bolj pogoste, vidite, teh je 101, narečne so bolj poredke, to pa zato, ker narečne imajo več različnih izrazov in seveda je potem jih je enakih manj. Se pa prevesijo, tule se prevesijo že, da so potem narečne številnejše. Samostojno razumljive besede, gledajte, tukaj jih imate, to so slovenske knjižne besede in nekatere izmed teh besed boste našli tudi v besednjaku po Pelegrini in Prozločiju. Marinetijev to ne zanima seveda. Deleži slovenskih besed preko 84% in samostojno razumljivih številnih slovenskih besedah je nerazumljivo ostajanje naših napisovcev pri zavračanju razumevanja navedenih podančičnih napisov v slovenščini.